A je žena zdaj zadovoljna, ko ste postal predsednik SLS? To morate njo vprašati. Pa dobro vam je doma povedala, no, zdaj te imam pa še rajši. Ne, midva sva se definitivno o tej zadevi veliko pogovarjala, namreč mislim, da sem že na to vprašanje enkrat odgovarjal. Gre namreč za odločitev, ki je, kakorkoli obračamo, povezana tudi z družino. Še posebej pa v mojem primeru, ko je družina v Murski Soboti, jaz pa v Ljubljani. In odločitev ta, da to ostane tako, je pač bila sprejeta, skratka, da se celotna družina ne seli v Ljubljano. In smo se dogovorili, da bo tako ostalo in da pač jaz kandidiram za predsednika. In to je bilo v družini konsenzualno sprejeto. Ampak zdaj, ko ste predsednik, vas ima rajši? Ne vem, morda pa res. Dobro. Mimogrede, Mura, podjetje Mura, je to dobra rešitev, da država ponovno vstopi v Muro in začne ponovno reševati, tako kot se je reševalo še pred leti. A ne bi bilo lažje končno enkrat reči, lejte, Mura kot takšno veliko podjetje v Evropi nima perspektive, ne da se. Mi je zelo žal, jaz nimam Muringa Sukniča, ker nisem bil že dolgo v Prekmurju. Pa vas povabim, da pridete, pa boste dobili. Ja, v redu, a vi imate? Jaz ne nosim nič drugega kot Mura. No, vidite, no, pa hočem reči, da... Poglejte, jaz sem na to temo pravzaprav že pred 2 mesecema pisal pismo predsedniku vlade in v tem pismu je bil tudi konkreten predlog, kako se lotiti reševanja Mure in pravzaprav to, kar zdaj slišim včeraj pa danes, ta smer reševanja je pravzaprav tisto, kar sem jaz pisal v pismo. Se strinjam z vami, da je to po svoje nelogično, da bo država zdaj vstopala v Muro kot solastnik oziroma kot lastnik, oziroma ponovni, da gremo v neko nacionalizacijo, ali kakorkoli. Vendar, veste, zelo enostavno je, bom rekel, tukaj iz Ljubljane, gledati v Mursko Soboto, ki je 200 km daleč stran, in biti tukaj pameten, prestrukturiranje in vse te težke besede, ki jih slišimo od takšnih in drugačnih profesorov ekonomije in tako dalje in tako naprej, vendar realnost je nekaj drugega. V Muri je starostna struktura teh ljudi, ki tam dela, zelo problematična. Skratka, govorimo o ženskah 45, 50, 55 let, ogromno invalidk, ki so invalidke postale zaradi tega, ker pač delajo te operacije, ki so več ali manj enake. In jaz si preprosto ne znam predstavljati, kako bi zdaj to šiviljo, tudi če bi ona želela, pripravil v to oziroma jo pripravil v neko drugo delo, niti ne vem kakšno delo, glede na to, da gre pravzaprav za žensko, 90% za žensko populacijo. Eden od ekonomistov je celo dejal, jih pa treba zaposliti kot sobarice oziroma kot natakarice v turizem. Moj odgovor na to je, to pomeni, da bi bilo potrebno v Pomurju odpreti še 5 ali 6 moravskih toplic, da bi lahko vse te ženske, ki jih je še vedno, 3,5, ne vem koliko tisoč, poskušal prezaposliti. Skratka, v Muri je še vedno zaposlenih toliko ljudi, da bi vkolikor se bi zgodil črni scenarij in da Muro zapremo, naredimo stečaj in vseh teh 3500 ljudi na cesto, bi to pomenilo v tem trenutku, ko je brezposelnih v Pomurju približno 8000, že čez 8000, kar predstavlja 14%, da bi kar čez noč prebili magično številko 20% brezposelnosti. Jaz si težko predstavljam, kako bi ta pokrajina, ki je po vseh indeksih, po vseh indikatorjih pravzaprav na zadnjem
mesto med vsemi pokrajinami v Sloveniji, kako bi ta pokrajina preprosto lahko preživela. In še nekaj drugo, kar je pravzaprav tudi za pretehtati, treba je videti na eni strani, koliko pravzaprav vložiti v to Muro, koliko to stane in koliko bi eventualno na drugi strani stalo to, da bi teh 3500 ljudi prišlo v neke socialne programe države.